Torej, potniški promet v Celju je trenutno se izvaja na osnovah tržne dejavnosti, kjer pač izvaja družba Izletnik Celje prevoze v prometu. Je pa res, da tudi na Mestni občini Celje delamo na tem, da bi podelili koncesijo oziroma organizirali javni potniški promet kot mestni promet. V zvezi s tem smo pripravili odlok, ki je bil na prvi obravnavi že potrjen na mestnem svetu. Pripravili smo ga tudi že za drugo obravnavo, so pa bile številne predlogi glede oblikovanja linij, glede frekvenc in ostalih, bi rekla, bolj tehničnih elementov, ki bodo pa za občane zelo pomembni. Zato smo se odločili, da bomo naredili še dodatne analize, tako da bi izmed števila, res velikega števila različnih predlogov izluščili tiste, ki bi pač bili najbolj koristni za občane. Pobude so bile predvsem ali povezovati samo primestna naselja ali tudi krajevne skupnosti, kako zagotavljati način ustavljanja, če rečem, avtobusov. Skratka, neke zelo operativne zadeve. Zato smo se odločili, da ne bomo sami v strokovni službi, ampak bomo verjetno poiskali nekoga, kakšno strokovno institucijo, ki nam bo pomagala vse te rešitve poiskati. Ja, leto 2012 bi lahko bilo tisto, ki bi nekako imeli izhodišča zaključena. Potem pa je še stvar, da se v proračunu zagotovijo sredstva, ker to ni čist poceni stvar. To bo res kmalu, ko smo se pogovarjali z nekaterimi inštitucijami, da bi nam pomagali pri oblikovanju takšne študije, moram reči, da recimo potrebujejo 4 mesece časa, da jo pripravijo, če želijo res v detajle vse analizirati. Načrt trajnostne mobilnosti vključuje različne segmente mobilnosti. Vemo tudi z vidika trajnosti, da javni potniški promet ni edina takšna oblika, da je zelo pomembno delati tudi na področju kolesarjenja, na področju pešpoti, potem je tudi tukaj urejanje mirujočega prometa. Skratka, večje število sklopov, zelo je pa pomembno to, da se ti sklopi med seboj povezujejo. Že prej med debato smo ugotavljali, da recimo spodbujanje javnega potniškega prometa ima zelo veliko povezavo z politiko mirujočega prometa. Skratka, gre za precej obsežno zadevo, ki je segmentirana in kjer so segmenti močno med sabo povezani.